Predupokojitveni seminarji so nekaj imenitnega. Jaz sodelujem že vrsto let in to z veseljem in radostjo, ker sem najprej izjemno zadovoljna, da ima vojska posluh za svoje ljudi, ki odhajajo v pokoj, kar ni lahek korak, posebej za vojaka in policaja. Je to morda ena najtežjih prelomnic v življenju, ko iz aktivnega, polnega, napetega življenja z adrenalinom stopi v drugačne prostore, kjer bivamo upokojenci. In res to se mi zdi izjemno, da se posvečate ljudem. In zelo rada se tudi družim s slušatelji in slušateljicami, ker skupaj ustvarimo vedno eno tako neverjetno skupnost, ki je polna energije in polna veselja in prepoznavamo smisel bivanja in vemo, da je tudi upokojitveno življenje lahko bogato in osrečujoče in jaz tako rada sodelujem pri takih rečeh. Zaposlena sem v Slovenski vojski, vse od leta 1994. Zelo sem zadovoljna, da sem lahko na seminarju. Z nami so nadvse ta pravi predavatelji, se pravi, vojska nam nudi oziroma ministrstvo in naša država nam nudi to možnost, da lahko se udeležimo z našimi družinami, s partnerjem in mi to veliko pomeni, zelo me polni z energijo, zelo sem srečna, da sem tu z svojimi ljudmi, ki smo skupaj preživeli toliko dni, lepih in dobrih trenutkov. Upokojitvenih seminarjev ne poznam. In tako kot so organizirani, so prav čudežni. To zelo iskreno mislim. In posebej zato, ker so tukaj mož in žena, ne? Pari so tukaj. Tukaj mene poslušajo vedno tisti član družine, ki se bo upokojil in njegov življenjski sopotnik. In da slišiš nekako eno novo osnovo za novo razumevanje enega novega življenja, ki se spreminja skupaj, da se razprava že tukaj začne, lahko greš domov za razpravo, to se mi zdi izredno dobro premišljeno. Pa zdaj vsebine od tistih, ki se tičejo pač poklica delovnega mesta, ki so povezani z vojsko, do psiholoških odprtih vprašanj, komunikacije in tako naprej, pa še potem pride dr. Koširjeva s knjigami. Zakaj je branje tako pomembno? Zato, ker človek potrebuje občutek, da je njegovo življenje smiselno. In smiselnost lahko mi prek zgodb doživimo. Če si povemo zgodbo svojega življenja. In to zgodbo si lažje povemo, če beremo, kajti v romanih, v poeziji so zgodbe polne smisla, ni nesmiselne umetnosti in književnosti. In ko mi beremo knjige, pravzaprav govorimo sami seboj. In takrat se lahko prebudimo v to, kar zares smo, občutimo svoje resnične potrebe, svoje želje, sanje, hrepenenja. In knjiga nam pomaga na tej najpomembnejši poti in največji avanturi potovanju vase. Jaz sem prav vesel, da sem lahko danes tukaj oziroma ta teden na tem predupokojitvenem seminarju, zato ker nam predavajo vrhunski strokovnjaki. Možnost je tudi, da je z nami žena. In jaz sem prav vesel, da lahko tukaj sodelujem. 3 dni življenja skupaj, zato da razmišljaš. Veste, meni se zdi, da ti predupokojitveni seminarji imajo še eno veliko prednost, ki je tako redka. Vzamejo si vsi skupaj čas. Ministrstvo je zagotovilo ljudem čas, 3 dni, ali mislim, da so 3 dni so navadno, ne? 3 dni časa v tej sedanjosti, da skupaj sedijo in mislijo, to je tako redka dobrina, da si samo želim, da vam bo to uspelo ohraniti in nikoli ne pustiti ljudi brez tega darila, da grejo v novo življenje.